Spoštovane gospe in gospodje, začenjamo z tiskovno konferenco. In sicer v soboto ta teden pripravljamo 6. dan gibanja in druženja vseh generacij ter drugi dan aktivne mobilnosti občine Ljutomer. Na tiskovni konferenci bodo sodelovali z moje leve gospa Marjetka Kuhar iz osnovne šole Ivan Cankar v Ljutomeru, ki je bila zelo aktivna pri določenih aktivnostih pri projektu trajne mobilnosti. Potem je gospa ravnateljica osnovne šole Ivana Cankara, gospa Darja Posič-Auer. Na moji desni je vodja projekta trajne mobilnosti, moj sodelavec, gospod Mitja Kolbl, in pa gospa ravnateljica vrtca v Ljutomeru, gospa Marija Pušenjak, ki je prav tako zelo aktivno sodelovala pri projektu občine Ljutomer trajne mobilnosti. Na začetku seveda vas pozdravljam predstavnike sedme sile in hvala lepa, da ste se odzvali našemu povabilu. Povedali nas so, da smo se zelo malo reklamirali z našim uspehom, ki smo ga dosegli v občini Ljutomer. Namreč v letu 2010 in pa 2011 smo bili zelo aktivni in sicer izdelali smo projektno strategijo. Aktivnosti je sicer začelo Ministrstvo za prostor in infrastrukturo, ki je začelo aktivnosti v smeri, da se lokalne skupnosti odločimo urediti prometne strategije v skladu z smernicami Evropske unije. In na srečo je bila tudi občina Ljutomer izbrana kot pilotna občina in prometno strategijo nam je izdelal Urbanistični inštitut iz Ljubljane, tako da smo seveda pridobili zelo pomemben strateški dokument, ki ga je potem tudi potrdil občinski svet, vendar bo o tem kaj več mogoče pozneje povedal sodelavec. Seveda pa smo bili edini v Sloveniji, ki smo konkurirali na razpis Urbakta, seveda edina slovenska občina, s projektom trajne mobilnosti oziroma Active Travel Network. Tukaj smo izvedli kar nekaj aktivnosti, pridobili smo si ogromno znanja in izkušenj, saj je sodelovalo 10 evropskih partnerjev in pa tudi univerza iz Graca, tako da sem zelo vesela, da smo peljali te aktivnosti, saj ne nazadnje smo tukaj vključevali vse inštitucije, ki so na območju naše občine, se pravi vseh zavodov, vključevali smo tudi naše občanke in občane, saj smo tekom priprave strategije izvedli tudi določene analize, tako da so bili ljudje lahko vključeni in nam pomagali pri predlogu določenih rešitev. In seveda smo takrat tudi naredili izžreb in podelili tudi Big Fish kolo. Tako da je bilo zanimivo, dobili smo tudi veliko odgovorov, tako da mislim, da je ta participacija ljudi v sami lokalni samoupravi zelo pomembna. Potem sem pa zelo vesela, da so se vključile tudi šole in pa vrtci. Tukaj moram res se na tem mestu iskreno zahvaliti, tako vrtcu Ljutomer kot tudi osnovni šoli Ivan Cankar, da smo izpeljali res določene aktivnosti, kar nas je pripeljalo v sam vrh finalistov in mislim, da marcu smo prejeli priznanje finalista v sklopu trajne mobilnosti. Takrat smo bili zelo navdušeni, kajti zavedamo se, da je potrebno zelo veliko narediti za svoje zdravje, da ljudi tudi spodbujaš v tej smeri in pa tudi hočemo varovati okolje in postati čim bolj zelena občina. Tako da smo se odločili, glede na to, da smo bili tako uspešni in da imamo toliko res aktivnih ljudi, da bomo tudi v letošnjem letu kandidirali za Evropski teden mobilnosti, ampak o tem bomo seveda takrat tudi sklicali tiskovno konferenco in kaj več povedali, katere aktivnosti se bodo takrat vršile. Sedaj bi jaz predala besedo sodelavcu Mitji, da bi nam čisto na kratko malo predstavil izsledke vseh aktivnosti v sklopu teh dveh omenjenih projektov. Lepo pozdravljeni. Leta 2011 in 2012 je bila občina Ljutomer zelo aktivna na področju trajne mobilnosti. In sicer sočasno smo peljali dve zadevi. Ena zadeva je bila izdelava prometne strategije. Ta strategija je bila pripravljena na podlagi smernic Evropske unije
in pod vodstvom Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je izbralo občino Ljutomer kot pilotno občino, ki je pripravila taki strateški dokument. Druga zadeva je pa bila udeležba v Urbaktovem programu Active Travel Network, kjer smo edino slovenska občina sodelovali v partnerstvu evropskih mest, to je bilo prisotnih 10 mest in Univerza v Gradcu, kjer smo skupaj iskali določene rešitve na probleme na področju trajnostne mobilnosti. V sklopu tega projekta smo dobili lokalni akcijski načrt, ki ga je izdelal Center za zdravje in razvoj iz Murske Sobote, na podlagi katerega sedaj izvajamo tudi določene mehke ukrepe. In sicer eden izmed teh ukrepov je ta drugi dan aktivne mobilnosti, ki bo organiziran v soboto. Samo kronologija priprave prometne strategije, vse skupaj se je začelo v mesecu aprilu 2011, ko smo imenovali lokalno podporno skupino, ki je bdela nad tem projektom, aktivno sodelovala in pomagala občinski upravi pri izvajanju vseh aktivnosti. Potem izdelala se je analiza stanja prometa na področju občine, in sicer to je bil aktiven Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Izdelali so brošuro, ki je bila poslana vseh 4600 gospodinjstev v občini. Takrat so lahko vsi občani podali svoje pripombe in predloge, kako izboljšati promet v občini. Dobili smo kar nekaj vrnjenih teh anketnih lističev, na podlagi katerih smo izvedli žrebanje, kot je že prej županja omenila, smo podelili kolo. Potem v tem času je bilo izvedeno 27 različnih razgovorov z različnimi deležniki, od policije, gasilcev, zdravstvenega doma, upokojencev, šol, vrtcev, lokalnih društev, avtobusnih prevoznikov, glede tega, kje oni vidijo problematiko prometa v Ljutomeru, in skušali smo te njihove predloge tudi upoštevati. Na podlagi vsega tega je bil pripravljen nabor ukrepov, ki so pa sedaj zajeti v prometni strategiji, ki je pa potrdil občinski svet meseca junija leta 2012. Potem smo v mesecu novembru to našo prometno strategijo prijavili na razpis Evropske komisije in v mesecu februarju letošnjega leta smo bili obveščeni, da smo se odvrstili med 3 najboljša mesta, ki so pripravile trajnostne prometne načrte. Potem samo glede tega razpisa, na razpis je bilo prijavljenih 29 mest iz 12 različnih evropskih držav. V mesecu februarja je bil razglašen, kdo je bil uvrščen med 3 najboljše. To je bilo ob Ljutomeru, sta še bili mesti Aberdeen iz Škotske in Toulouse iz Francije. Sicer v mesecu marca pa smo bili vabljeni v Bruselj, kjer so razglasili zmagovalca. To je bilo mesto Aberdeen. Ostali 2 mesti pa so dobili posebno priznanje Evropske komisije s strani podpredsednika Evropske komisije gospoda Kallasa in komisarja gospoda Potočnika. Smo pač prejeli posebno priznanje za ta naš doseg. Samo izvajanje prometne strategije, kot sem že prej povedal, izvajamo določene mehke ukrepe v letošnjem letu. To je ta dan trajnostne mobilnosti, potem aktivno se bomo vključili v Evropski teden mobilnosti. Potem promovirali bomo karto pešhoje in kolesarjenja, ki je bila izdelana v sklopu Urbaktovega projekta. Predvidevamo pa tudi nekatere tršne ukrepe, sicer ureditev dostopa do osnovne šole, prilagoditev pločnikov invalidnim osebam, to se že izvaja, in določene kolesarske povezave Ljutomera z okoliškimi kraji. Ta naša nominacija nam je prinesla zelo veliko, dobivamo številne ponudbe od strani Evropske komisije do različnih evropskih mest, inštitucij, ki si želijo sodelovanja z nami. Tu bi povedal, da smo se odločili, da bomo sodelovali še v 2 stvareh, in sicer 2 projekti. Prvi je projekt Challenge. Tu smo dobili možnost, da sodelujemo
da smo eno izmed 30 mest na področju celotne Evrope, ne samo Evropske unije, ki so pripravili dobro prometno strategijo, in ta mesta bo Evropska komisija nekako usmerjala, kako izvajati samo to prometno strategijo in kako deliti svoje izkušnje in primere dobre prakse z drugimi mesti. Seveda to je vse financirano strani Evropske komisije. Druga zadeva je pa projekt Petit, ki je pa prav tako podoben temu challenge-u, vendar tu gre za manjša mesta do 100.000 prebivalcev. To je bilo z moje strani. Kaj pa že kakšne konkretne, sicer ste rekli, pločniki pa to, ampak nekaj konkretno, recimo, kar bi mi lahko napisali, da ste že naredili zaradi tega? Ne samo karta peš hoje pa 3. mesto, ampak nekaj konkretnega, recimo. Ja, to je bilo, gledajte, ta strategija je bila sprejeta v lanskem letu, ne. Zdaj, za letošnjo leto so cilji ureditev dostopa do šole. Do Cankarja? Ja, do Cankarja. Kako ste to dosegli? Imamo planirano izgradnjo dvojega parkirišča, ki bo oddaljeno od šole, in stopnišča. S tem bi najstarši odlagali otroke stran od šole in seveda s tem spodbujali tudi mobilnost in s tem povečali tudi zdravje svojih otrok. Spodaj torej parkirišče, stopnice kot do šole? Ob tem pa bomo naredili tudi kolesarnico, ki je sedaj osnovna šola nima. Tu pa seveda tudi veliko nam pomaga Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ki so nekako vodilni na tem področju mobilnosti v Sloveniji in nam določene nasvete dajo, kako zadevo rešiti. In to vse iz denarja Evropske unije? Odkot bo to stopnišče pa ta kolesarnica podobno? To bomo še videli, za to kaj. Predvideno je v proračunu. Predvideno je v proračunu. Če bomo kje uspeli, bomo uspeli. Poskušali dobiti. Ker smo tudi za Brvo, ne? Ja. Kandidirali smo tudi, imeli možnost za Brvo, in sicer v parku Generalnega majstra, kot povezavo do gimnazije. Tu je medmes Ščavnica in ti dijaki morajo hoditi okrog do gimnazije. Tu imamo v strategiji tudi predvideno, da se ta vrh naredi. Smo tudi dali prijavo na evropski projekt, ki financira primere dobre prakse, ampak nažalost nismo bili uspešni na tiste zadeve. Imamo pa to predvideno, pravi, imamo zadeve pripravljene. Zdaj bodoče bo tudi Evropska unija zahtevala od mest oziroma od občin, ki bodo se prijavljali na razpise, tako strategijo. To bo pogoj, da bo se lahko prijavili na kakršnekoli razpise za pridobitev sredstev. No, omenjen je bil tudi konkreten ukrep, da se pločniki prilagodijo invalidom, to se zdaj izvaja. Potem pa je tudi predvidena kolesarska steza proti Radomerju, tukaj pa še nismo dobili odgovora, če smo bili uspešni pri pridobivanju nepovratnih sredstev. To je dejansko že pridobitev tega dokumenta, mislim, da je izredno pomembna, zaradi tega, ker so v tem dokumentu tudi predvidene rešitve, ki bomo jih seveda postopoma uvajali. Mislim, da so tudi ti mehke ukrepe, čeprav imamo mogoče včasih malo takšen čuden odnos do njih, zelo pomembne. Kajte, če se gibljamo, če vlagamo v zdravje, če vlagamo v okolje, potem se nam čez določen čas tudi to obrestuje. Tako da sporedno peljamo tako mehke ukrepe, kot tudi tiste konkretne izvedbene. Zdaj, mogoče bomo se osredotočili na dogodek, ki se bo zgodil v soboto, ker je tukaj tudi predvideno nekaj aktivnosti, na katerih je bila osnovna šola uspešna, in tudi vrtec. Predvsem je ta pobuda prišla lani strani gospe Pušenjakove, ki se vse se vrtec vsako leto pač vključuje v dan gibanja in druženja vseh generacij. Mi smo tukaj izkoristili priložnost, ker smo pač bili z dnevom aktivne mobilnosti takrat zelo aktivne in smo seveda pripravili že lani skupaj to zadevo. Tako da bom jaz sedaj prosila gospod Pušenjakovo, da nam malo seveda ta dan druženja predstavlja. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Povedala bi, da gibanju dajemo v vrtcu res velik poudarek, kajti zavedamo se, da smo odrasli res tisti, ki smo vzor in zgled našim najmlajšim, zato
lahko rečem, da že 10 let smo vključeni tudi v mednarodni projekt Fit gibanja, Svet veselja. In pred 6 leti smo se v okviru aktivnosti ekovrtca, kajti vemo, gibanje in varovanje okolja sta neposredno zelo povezani, smo se odzvali povabilu RTV Slovenija, oddaji Šport Špas, in smo pričeli takrat z gibanjem in druženjem, takrat so rekli 3 generacij. Že prvo leto smo videli, da niso bile samo 3 generacije, ampak tudi 4, zato se imenuje to zdaj dan gibanja in druženja vseh generacij. Morda je posebnost to, da je start vedno pred domom starejših in poskušamo vključiti čim več tudi varovancev doma starejših, tudi tistih na vozičkih in aktiviramo veliko prostovoljcev, tako da kdor želi tudi z vozičkom, da gre ta dan na sprehod, ima to možnost. In tukaj smo našli res super sogovornika, to je dom starejših, in to so bili do zdaj, moram reči, zelo prijetni trenutki in veseli smo bili, da se lansko leto tudi šola nam pridružila, gimnazija že zdaj tudi nekaj let. No in lansko leto smo skupaj z občino pripravili v okviru tega tudi prvi dan mobilnosti, letos je to drugi dan mobilnosti. In letos bo najprej štart pred domom starejših, od 8:30 naprej bo zbiranje, evidentiranje, torej udeležencev, merjenje krvnega tlaka, torej tudi zdravstveni dom smo vključili, sledil bo krajši kulturni program in potem bo nas vodila letos tako zvana medena pot v smeri proti čistilni napravi. Vmes bomo poskrbeli tudi za kakšno sladko presenečenje, povezano z medom. Tukaj smo se res aktivirali, lahko rečem, vsi naši zaposleni, tako da bo poskrbljeno za zdrav napitek in pa tudi kaj sladkega. No in potem se bomo vrnili pa na glavni trg, kjer se bo tudi naš vrtec z enim gibalnim kotičkom tukaj predstavil in pa tudi naše zaposlene, torej kuharice in še druge moje sodelavke bodo za vse udeležence tudi pripravile kaj sladkega za prigrizniti, tudi degustacijo meda. Tukaj smo ene starše vključili, ki se ukvarjajo s čebelarstvom. Skratka, mislim, da bomo tako vsi skupaj pripomogli k oblikovanju zdravega, aktivnega življenjskega sloga. Mislim, da je to cilj nas v vrtcu, šole, občine in tako naprej, da smo res odrasli tisti, ki smo vzgled in vzor tudi pri tej aktivni mobilnosti, da se tudi vsakodnevno, koliko se le da, prevažamo s kolesom ali pa tudi hodimo peš, ker to je nekje tudi cilj te aktivne mobilnosti tudi. Toliko z moje strani, če pa koga karkoli zanima, pa lahko tudi žanje, recimo tako udeležencev. Lani nas je bilo, mislim, da prek 400 do 500 udeležencev je bilo lansko leto. Še mogoče to bi povedala, vključimo tudi domačega sadjarja in vsi udeleženci dobijo tudi jabolko za zdravje in veselje na samem startu. Slabo vreme napovedano. Ja, pohod bi ne bil v vsakem vremenu, kajti gibali bi se ne tudi, če rahlo dežuje. V vrtcu imamo balerine za otroke tudi, tako da naj ne bi bilo rahlo rosenje ali kakokoli vzrok, da ne gremo na sprehod tudi sicer. Tako da bomo se prilagodili. Verjetno bo udeležence takrat manj, ampak delamo na tem, da bo lepo vreme. Hvala lepa. Mogoče kakšno vprašanje? Če ne, potem bi jaz sedaj povabila ravnateljico osnovne šole Ivan Cankar. Mene veseli, da so bili tako aktivni. Pa potem bo nekaj povedala tudi gospa Marjeta, kaj je v prometni kači. Takrat, ko smo prišli z priznanja finalistov, smo seveda takoj šli v vrtec pokazati otrokom in pa tudi na osnovno šolo Ivan Cankar smo predstavili tudi kratek filmček in otroci so bili navdušeni. Jaz se zahvaljujem tudi vodstvu šole, da bo tudi to soboto sodelovalo pri teh aktivnostih. Lepo prosim, gospa ravnateljica. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi prisotni. Jaz bi najprej morda povedala glede splošno tega projekta,
da se naša šola se je seveda z velikim veseljem in tudi s pričakovanji priključila projektu trajnostne mobilnosti ali aktivne mobilnosti. Saj se že vrsto let aktivno spopadamo s problemom oziroma zasledujemo cilj, kako naše otroke vzgojiti k temu, da bi hodili v šolo peš ali pa se vozili tudi s kolesom. To je naša želja in že dolgoletni cilj. In v tem projektu smo videli tudi to možnost, da se to enkrat uresniči. Kajti naša šola je pač na takšni legi, da je prometno zelo težko dostopna in je ta dostop tudi nevaren. Hkrati pa nas seveda zavezujejo cilji osnovne šole, to je izobraževanje in vzgoja za trajnostni razvoj. Mi vzgajamo otroke ne samo za danes, ampak predvsem za prihodnost, za jutri. Zato moramo pri njih razviti oziroma jim dati vsa znanja, ki so pomembna, da vedo, kaj je zdravje, kaj je skrb za svoje psihično blagostanje in fizično in tudi, kaj pomeni varovanje okolja in potem končno tudi neko ravnovesje celotnega planeta. Tako da mi v bistvu vidimo v tem projektu tudi enega izmed pomembnih aktivnosti ali dejavnosti, ker ko dejansko konkretno uresničujemo in privzgajamo te vrednote in znanje otrokom. Tako da je to zelo širokega pomena, mislim, pomemben projekt in me veseli, da se občina temu priključila in da je ta projekt sprejela in ga izvaja. V okviru tega projekta smo mi seveda tudi izvedli nekatere aktivnosti, konkretne, čisto prometna kača, o tem bo več povedala gospa Marjeta. V soboto pa se priključujemo pohodu iz učenci od 1. do 4. razreda in učenci podružnične šole Cvetka Golarja se bodo udeležili pohoda v okviru dneva gibanja in druženja vseh generacij. Ostali učenci pa imajo druge dejavnosti planirane na šoli najprej in sicer seveda ne sodi to čisto v okvir tega dneva, ampak bi vseeno omenila, imamo predavanje o varni rabi interneta in predstavitev planinskega društva in teh varnega opreme in samovarovalnega kompleta za en razred. Zadnje 3 letje pa se bo predstavilo s temo šolskega parlamenta odraščanje, v okviru katerega bodo imeli tudi strokovno predavanje in potem diskusijo, ki jo bodo vodili učenci. Vabimo tudi vse starše, da se udeležijo teh dejavnosti. Potem pa se bomo priključili v pol 11 dejavnosti tukaj na Glavnem trgu, ki pa so vsebinsko že bile predstavljene in morda še bo nekaj rekli. Hvala lepo. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi najprej predstavila to našo igro Prometna kača. Prvič smo izvedli aprila lansko leto. Najprej smo seveda starše seznanili z tem, kaj je sam cilj te prometne kače in tudi učence. Z rezultati takrat smo bili zelo zadovoljni. V letošnjem šolskem letu pa smo spet izvedli 2-krat to igro in sicer septembra in pa februarja. Ugotavljamo, da v začetku septembra kar nekaj učencev pride v šolo z avtomobilom do vrat, to je nekje tam 11-12%, po izpeljani igri pa sicer pade in pridemo tja nekje na 5%, vendar mi bi si zelo želeli, da bi učenci prihajali v šolo peš, se pravi na okolju prijazen način. Največ učencev v našo šolo pride vseeno še peš, potem je tu kombinirana vožnja, da del poti opravijo z avtomobilom, del peš, šolski avtobus in pa kolo. Zato smo zdaj toliko bolj veseli, ker bomo dobili kolesarnico, tako da bodo naši učenci lahko varno shranjevali ta kolesa.
Sam potek igre poteka tako, da en teden pred začetkom preverimo, kako so učenci prišli v šolo, zabeležimo te podatke, potem teden dni spremljamo v vsakem oddelku posebej, se vse učiteljice zelo potrudijo, da vsak dan vprašajo. Učenci imajo majhne nalepke, ki jih nalepijo na večjo nalepko in potem, če dosežejo zastavljene cilje, prilepijo na pano prometne kačeke. In potem spet po končanem tem, ko mine nekaj časa, še enkrat preverimo, da vidimo, kakšno je stanje. Bi pa povedala še to, da bomo v tednu mobilnosti dodali še eno novo aktivnost in sicer gibaj se, zabavaj se, odpelji me. Ta aktivnost pa bo namenjena učencem 1. razreda in sicer bodo dobili skiro, ki smo jih lansko leto dobili od občine, in se bodo s tem skirojem odpeljali domov in ga potem drugi dan vrnili nazaj v šolo, vendar to takrat, ko dobimo kolesarnico, da ne bo kdo šel po hribu navzgor ali pa navzdol. Toliko z moje strani, če imate kakšno vprašanje. Hvala lepa. Lani so bili skiroji, letos bo spet neko presenečenje, tako da boste si mogli spet neko novo aktivnost izmisliti. Zdaj, na koncu bi jaz povedala še to, da tudi lokalna turistična organizacija na ta dan organizira sejem Cvet in med, ki se bo tudi odvijal na glavnem trgu v Ljutomeru, tako da bo več aktivnosti. Mi si seveda želimo, da bi prireditev bila čim bolj obiskana. Seveda se vam zahvaljujemo, da boste pač tudi prenesli to na druge ljudi, saj bi radi povabili tudi ljudi izven naših meja, ker mislimo, da je to primer dobre prakse. In pa seveda gospa ravnateljica me je sedaj opozorila, da bo dogodek tudi snimala Televizija Slovenije, tako da seveda je naš namen tudi, da spodbujamo druge k temu, da poskrbijo za svoje zdravje in čisto okolje. Spoštovani, sedaj pa imate besedo vi, oziroma če še kaj zanima, če boste postavili še kakšno vprašanje. Prej ste govorili o pohodu, ko bo v vsakem vremenu, zdaj pa te aktivnosti na danem trgu bodo kaj pokrite slučajno, če bo res cel dan deževalo, kako mislite izpeljati te aktivnosti? Mi bomo si zelo želeli, da bo sončno, ko se bomo vrnili z pohoda, če ne bomo iskali svoje rešitve. Ja, mogoče še to, tudi bomo podelili take nagrade najmlajšemu, najstarejšemu udeležencu, najštevilčnejši družini. Tudi že vmes med potjo bomo poskrbeli za kakšno presenečenje, kakšni žreb, kakšne nagrade, tako da bo pot čim bolj zanimiva. Bomo pa tudi malo pot prilagodili imenu. Šli bomo pa v smeri čistilne naprave in mislim, da bo možno tudi ogled čistilne naprave, koliko smo se pogovarjali. In tam pri čistilni napravi bo tudi ena taka postaja, ker bo pač osvežita. Predvsem bi bilo fajn, da pridemo do tega, da vseh razvijamo to vrednoto, da hoditi peš in s kolesom je zelo pomembno, je naložba za tvoje osebno zdravje, okolje, vse, naložba v prihodnost, to je pomembno tukaj in res je glavna vrednota je tega, poudarek je tega. Jaz bi se vam iskreno zahvalila, da bi vas istočasno tudi povabila s to, da nas obiščete. Lahko tudi na pohodu, no? Ja,